od Milaniča, tudi izkušen kot nogometaš in sedaj tudi kot trener. Eden redkih trenerjev, Mertel. Odigral Mertel na levo stran proti Velikonji. Tu je Velikonja, lobana žoga in prek vrat. To je bil izvrsten udarec Etjena Velikonje, ki je videl, da je Vučinović kar precej korakov iz vrat. Poskušal ga je prelisičiti s temle strelom, to da bil je za nekaj metrov premalo natančen. Ideja pa je bila vsem poznana. Je stekel Velikonja, še vedno Ibrahimi, preigral je Ristovskega tokrat. Ibrahimi potrebuje žogo na levi nogi z desno. In to je bil odličen udarec s škaricami Berića. Udarec prek glave, zadišalo je po golu, kot pri Garciji Lorki, ko je zadišalo po jodu, tokrat pa je zadišalo po golu in Vučinović je lahko kar vesel, da tale žoga ni zadela njegovega okvira vrat. Becin Močić. Celjani sedaj v naletu. Kovinić je poskušal oduzeti žogo. Tu je Romih. Romih ima priložnost. Romih strelja in gol 1-0 vodi Celje. 1-0 vodi Celje v 36. minuti. Strelec zadetka pa Alen Romih. Vodstvo torej Celjanov po izjemni napadalni akciji je zadev Alen Romih v 36. minuti. Poglejmo še enkrat. Močić, Kovinić. To je bila dolga akcija, pa potem Romih, ki je bil že skoraj na tleh, dobil je žogo in potem takole premagal Pridigarja. Ja, mojsterski zadetek Romiha. Poglejte, koliko energije je potreboval za tale gol. Tudi nekaj sreče, toda sreča je sestavni del športa. In Celje torej vodi z 1-0, Romih pa zaradi striptiza rumeni karton. Pa čeprav je letos osvojil recimo skoraj 40 točk manj od Maribora, konec prvega polčasa. Celje torej vodi z 1-0 proti Mariboru. Strelec pa je bil v 36. minuti Alen Romih na 1-1. Torej, menjava, ki se je obrestovala takoj, že po 54 sekundah. Maribor je izenačil torej izid na 1-1. Strelec pa Dalibor Volas. Poglejmo še enkrat. Akcija Vilerja in Mezge, dvojna podaja. Viler v sredino. Volas sam, žoga ga je tam bolj zadela, kot da bi poskušal organizirano streljati. Žogo pa je povsem neoviran poslal v mrežo vratarja Vučinovića. In torej izid je izenačen na 1-1. Slabo pokrivanje Celjanov, takoj bo prišlo do menjave. Jure Škafar bo vstopil v igro pri Celjanih. Na desna stran Ibrahimi. Mezga, spuščena je celjska obramba. Tu je sedaj Velikonja v kazenskem prostoru. Mezga strelja in Vučinović. Kot da bi bilo obdobje ubiranja hruške, sedaj je lepo bral tole žogo Vučinović, ko je kazalo takole, da bo morda Mezga celo zadev. Ibrahimi. Ali bo popolna ofenziva prinesla Mariboru zmago? Strel čez gol. Nevaren poizkus tokrat Cvijanovića, ostaja 1-1. V drugem polčasu so Mariborčani nesporni lastniki žoge, toda ne gre in ne gre v gol. Najprej ja, takoj v 46. minuti prek Volaša, toda potem nekako se je igra umirila. Agresivna v napadu Močić, lepo Močić, Verbic strelja in zadetek Verbiča. Zadetek Verbiča
v prvi minuti podaljška, torej 91. minuta, 2-1, strelec pa Verbic. Ja, to je bil res izvrsten zadetek, krasna akcija Celjanov. Mariborčani so nekako ostali. Tule je začel z akcijo Močič, Verbic pa potem nekako v padcu mimo vratarja Pridigarja žogo v mrežo. In Celjani drugič vodijo na današnji tekmi. Mislim pa, da bo Verbic zaradi striptiza dobil še rumeni karton, tam ga čaka sodnik Jug. Ja, rumeni karton. Ja. 5-krat recimo doslej. V finalih pa priložnost in vratnica Mariborčanov. Vratnica je sedaj rešila celjska vrata. Torej ostaja neodločeno 2-2. Mariborčani pa so zadeli vratnico. Goran Cvjanović proti Mojčinoviću. Cvjanović in čez gol. Torej Cvjanović je kot prvi zgrešil udarec iz bele točke. Celjski nogometaši s kapetanom Gobcem. In Pridigar brani. Tudi Pridigar je obranil strel z bele točke. Kot pravimo, prečital je namero Verbiča in izid ostaja pri 11-metrovkah 0-0. Izenačenje na 1-1. Za Maribor bo kot tretji 11-metrovko izvedel Volas. Zgreši tako priložnost. Volas in Maribor vodi 2-1. Sedaj bo streljal Bezjak, ki tudi ponavadi izvaja 11-metrovke v celjskem dresu. Leto 16 golov. Strel in vratnica. Maribor torej ostaja v vodstvu z 2-1. Naslednji bo 11. Nejač in mimo gola. Ostaja torej 2-1 v korist Mariborčanov. Naslednji bo Romih za Celje. Glejte, kako je zgrešil vrata. Torej, slabo izvajane 11 metrov, 4 zgrešene in 3 zadete za enkrat. Strel in izenačenje na 2-2. Vse se torej začenja znova. Kot zadnji bo Takrat so potem Mariborčani tisto tekmo izgubili z 1-2. Tamare strel in zadetek. Maribor vodi s 3-2 in sedaj bo 11-metrovko izvajal v centrih. Strel in Pridigar brani. Maribor je torej osvojil slovenski nogometni pokal. Dvojna krona torej Mariborčanov. Po mukotrpnem izvajanju 11-metrovke torej Maribor vendarle premagal Celje s 3-2 pri izvajanju 11 metrov in osvojil 20. slovenski nogometni pokal, 7. odkar je naša ljubljena domovina samostojna država. Trener Darko Milanič bo sedaj lahko še kako zadovoljen. Današnja zmaga pa je bila res priborjena na izjemno borben način. Boj med obema nasprotnikoma je bil res izjemen do zadnjih atomov moči.
Junak tega srečanja pa je nedvomno vratar Pridigar. Mariborčani so torej osvojili naslov državnega prvaka in naslov pokalnega prvaka, tako tudi superfinala letošnjega prvenstva ne bo, kajti Maribor je osvojil oba naslova.